Papež Frančišek je na trgu svetega Petra v Vatikanu 4. septembra za svetnico razglasil mater Terezijo in tole dan pred 19. obletnico njene smrti. Kanonizacije se je udeležilo več kot 100.000 romarjev iz vsega sveta. Prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov, kardinal Angelo Amato, je papeža nagovoril, da med svetnike prišteje svetnico iz Kalkute. V nadaljevanju je predstavil njen življenjepis. Zatem so sledile litanije vseh svetnikov, nato je sveti oče dejal, da jo sprejemajo med svetnice. K oltarju so nato prinesli njene relikvije. Papež je o sveti Tereziji dejal, da se je celo življenje klanjala tistim, ki so umirali zapuščeni ob cesti in jim vračala dostojanstvo, ki jim ga je namenil Bog. Dosegla je, da se njen glas slišal pred glasom svetovnih velesil, zato, da bi prepoznali krivdo za zločine v revščini, ki so jo ustvarili, je poudaril papež Frančišek. Zavzela se je za obrambo življenja, ko je nenehno oznanjala, da je tisti, ki še ni rojen, najšibkejši, najmanjši, najbolj potreben usmiljanja. Sklanjala se je nad umirajoče, ki so jih pustili umirati ob robu ceste, in jim priznavala dostojanstvo, ki jim ga je dal Bog. Njegov glas je dala slišati mogočnikom tega sveta, da bi priznali svojo krivdo za kriminalno revščino, ki so jo ustvarili oni sami. Usmiljenje je bilo zanjo sol, ki daje okus vsakemu njenemu delu, in luč, ki je razsvetljevala temo tistih, ki niso imeli več niti solza, da bi objokovali svojo revščino in trpljenje. Ob koncu nagovora pa je sveti oče spomnil, da je mati Terezija dejala, kaj stori ob stikih z različnimi ljudmi. Morda ne govorim njihovega jezika, lahko pa se nasmehnem. Tako tudi papež Frančišek spodbuja. Nosimo v srcu njen nasmeh, ki ga dajemo vsem, ki jih srečujemo. Tako bomo odprli obzorja veselja in upanja tolikim ljudem, ki so izgubili zaupanje in potrebujejo razumevanje in nežnost.